Tukaj na prenovljenem Krekovem trgu bomo uredili navijaško cono z vsem, kar spada v takšno cono, se pravi z prenosom tekme na velikem ekranu, z spremljevalnimi dogodki, glasbenimi, akrobatskimi točkami, z ponudbo spominkov, uradnih navijaških artiklov, ponudbo hrane, pijače, tako da želimo, da bi bilo čim več tega športnega, košarkarskega duha, ki ga bo veliko v Zlatorogu, da se ga prenese tudi v samo mestno jedro. Mestni organizacijski odbor sodeluje z vsemi, predvsem z gostinskimi lokali v mestu, pa tudi ostalimi. Mi pričakujemo, da se bodo tudi trgovci in gostinci ustrezno pripravili, mogoče malce prilagodili odpiralne čase glede na živahno dogajanje v mestu. Pričakujemo dnevno vsaj 3–4 tisoč tujih gostov, poleg seveda številnih domačih navijačev. Ne, to, da smo se zadnji vključili v organizacijo tega prvenstva, ničemer ne vpliva na pripravljenost. Pravzaprav je že v tem trenutku dvorana Zlatorog praktično nared za tekmovanje. V začetku avgusta bodo v dvorani pripravljalne tekme slovenske reprezentance, tako da že takrat bo praktično vse nared, razen posebne tribune za novinarje. V dvorani Zlatorog se trenutno izvajajo manjša prenovitvena dela, obnova in prilagoditev garderob. Košarkarji so pač veliki fantje. Potem prenovili bomo parket, seveda postavili koše, ustrezne zahtevam FIBE in pa semaforje, zagotovili energetsko varnost z dodatnimi agregati in pa uredili prezračevanje. Vse to bo končano že rečeno do začetka avgusta. Natančno ne vem stroškov, ampak mislim, da je okoli par 100 tisoč evrov stroškov, potem vse to skupaj znese. Okoli Zlatoroga je zadostna količina parkirišč, tako da ne predvidevamo kakšnih posebnih dodatnih parkirišč. Morebiti bomo za potrebe v Konicah, ko bo igrala slovenska reprezentanca, ki bo večinoma igrala zvečer 15–9, omejili promet na severni vezni cesti. Logistično bomo pa povezali, kot že rečeno, mestno jedro z dvorano Zlatorog z stalnim prevozom, z turističnim vlakcem, če bo potrebno tudi še s kakšnimi dodatnimi avtobusi. Pričakujemo, da bo veliko navijačev, seveda predvsem iz sosednje Hrvaške, pa verjetno tudi iz Češke in Poljske prišlo z avtobusi, kar tudi olajša samo logistiko pri parkiranju. Zvečer 6 ali jutri 6. V Celju je splošni obratovalni čas do 23 ure, to imajo vsi gostinski lokali brez posebnih dovoljenj, kolikor bo v času prvenstva kdo želel obratovati dlje časa, verjamem, da ne bo kakšnih posebnih težav. Pri nas je sistem takšen, da svoje mnenje pove tudi mestna četrt Celje center, ampak jaz verjamem, da bomo tisti teden, ko se bo igrala košarka v Celju, vsi dihali s to prireditvijo in da tudi kasneje, ko bomo držali to navijaško cono, ne bo kakšnih posebnih težav.